V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako, predno bomo začeli s to novo zgodbo, bomo najprej zmolili kesanje, prosili Boga za odpuščanje, da nam očisti srce, odpre oči in ušesa za to Božjo besedo. Moj Bog, Žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako, zdaj pa prosimo še Boga, Očeta, z molitvijo, ki nas je Jezus naučil. Oče naš, ki si v nebesih, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, Milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, zdaj pa prisluhnimo zgodbi, ki nam pove, kako so apostoli spoznali Jezusa, kdo je poznal bistvo, kdo je Jezus Kristus. Ljudje so veliko govorili o Jezusu, novemu učitelju iz Nazareta. Širili so se tudi govorice o deklici, ki jo je obudil od smrti, in o skupnem obedu, ki ga je pripravil za množico. Ali zgolj navadni vaški tesar lahko upravlja tako velika dela? Tudi učenci so veliko premišljevali o svojem učitelju. Jezus je vedno vedel, kaj potrebujejo, in zdelo se je, da jih celo bolje razume, kot razumejo sami sebe. Stalno so ga opazovali, ko je pomagal potrebnim in ozdravljal bolne, ki so prišli k njemu. Včasih so ob njem začutili velik strah. Le kako lahko navaden človek ukazuje vetru in morju ali obuja mrtve? Nekega dne so skupaj potovali. Jezus jih je vprašal: kaj pravijo ljudje o meni? Kdo sem? Učenci so mu zvesto poročali o opazkih, ki so jih slišali med množico. Nekateri mislijo, da si od mrtvih vstali Janez Krstnik, je povedal prvi. Ali pa menijo, da si Elija, o katerem je prerok Malahija napovedal, da se bo kot božji poslanec vrnil na zemljo, je dodal drugi. Brez dvoma te imajo za preroka, je soglašal tretji. Jezus je prodorno pogledal učence. Kaj pa vi pravite? Kdo sem? Jih je vprašal. Utihnili so. Nato je spregovoril Peter. Mi verujemo, da si od Boga maziljeni kralj, obljubljeni Mesija. Jezusu se je razjasnil obraz. Vesel je bil, da so učenci končno spoznali, kdo je. Vedel je, da je Bog tisti, ki mi je odprl oči za resnico. Opozoril jih je: nikomur ne pripovedujte, kdo sem. Brž ko bi ljudje izvedeli, kdo je, bi hoteli iz njega napraviti Mesija, kakršnega že dolgo pričakujejo. Kralja, ki naj bi pregnal Rimljane in poskrbel za brezplačno hrano. Tako, zdaj smo slišali ta pogovor med Jezusom in učenci, in Jezus sprašuje učence, kaj ljudje pravijo, kdo je on, in kaj oni mislijo, kdo je on. In smo slišali, kaj so rekli ljudje, kaj so mislili o Jezusu, da je prerok, ja. Da je od mrtvih vstal Janez Krstnik. Tako, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih in je zdaj tukaj hodil okrog in dela nenavadne stvari, obuja, ozdravlja in tako naprej. Ja,
torej nekateri so rekli, da je Elija, ki bi naj prišel, ki bo pripravil pot Mesijo. No in različne stvari so povedali, kaj pa Jezus pa potem vpraša učence, kaj pa vi pravite, kaj pa vi mislite, vi me pa bolj poznate. In kdo je povedal? Peter. Peter, ja, kaj je povedal? Kaj je rekel, kdo je Jezus? Da je maziljenec. Maziljenec, ja. Kaj to pomeni maziljenec? A mu je bilo tako ime? Ne. Ne, direktno. Kako mu je bilo ime? Jezus, ja. Jezus pa pomeni, Bog je rešitelj. Bog je rešitelj. Jahve je rešitelj. Pa tudi maziljenec nekaj pomeni. Maziljenec je po grško se imenuje Hristos. Po hebrejsko se pa imenuje Mesija. Mesija, to je ista beseda. Maziljenec, Kristus ali pa Mesija. Vidite, o Bogu imamo veliko imen. Za Boga, pa tudi za Jezusa imamo veliko imen. Ker ime je nekaj, kar pove, kaj je tista oseba ali kaj je tista stvar. Mi danes imamo razna imena, ki nimajo več pravega pomena. Ampak včasih so imeli pa ime, je imelo točen pomen. Ne? Ime, tudi priimek in tako. Ne? Recimo Hribar. Kdo je bil Hribar? Ki je bil v hribi. Dolinar, Ki je živel v ki je bil v dolini. Ja, potem so bili razni drugi, Potokar, ne? Potok. Ki je Potokar. Košanski je koš je bil. Ja, no, takšna imena so bila, ki so točno povedala, aha, ta je ta mlinar, ne, ali pa kovač, pa vse taka imena, ki so povedala ali poklic, ali odkot je in podobno, ne. No, in tako tudi v Svetem pismu so pa sploh imeli v tistem času taka imena. Recimo Abraham. Abram pomeni oče. Abraham, oče narodov. Ne? Izak, smeh. Jakob pomeni, torej Jakob je dobil novo ime, pa Abraham je tudi dal novo ime. Jakob je dobil ime Izrael. Izrael, to pomeni močan z Bogom. Abraham, torej Abram, dobi ime Abraham, in se pravi oče narodov. Izak ni dobil novega imena, zakaj? Ker mu ga je Bog že pred rojstvom dal. Ta se bo imenoval Izak. Ne? Tako kot tudi za Jezusa je že angel napovedal, kako mu bo ime, kako mu naj dajo ime, Jezus, torej Bog je rešitelj. No, tako imamo veliko stvari, ki jih lahko vidimo v Svetem pismu, kako Bog že naprej napoveduje in razlaga tudi po raznih imenih. O Bogu imamo v Svetem pismu zelo veliko imen. Recimo eno ime je Elohim, Bog, ki je najvišji, Bog je stvarnik nebes in zemlje, nebo in zemlja, Elohim. Potem Jahve pomeni Bog, jaz sem, ki sem. Potem Bog, ki ozdravlja, Bog, ki je naš mir, Bog, ki je pastir, Bog, torej, ki je sin Božji, Božja beseda, jagnje Božje, lev, rešitelj, alfa in omega in tako naprej. Polno imen, ki so o Jezusu. Zdaj, če pa pogledamo to ime, ki ga je pa Peter uporabil, ti si Mesija, ti si torej maziljenec. Maziljenec, to pomeni, torej, da je bil maziljen. In za Mesija so napovedali, da bo ta Mesija, pravim, odrešenik vseh ljudi. In da bo potomec Davidov, iz Davidovega rodu. Kdaj pa je bil maziljen? Jezus. Ja, a bi to vemo? No, kdaj je bil Jezus maziljen? V templju?
Ne. V materinem telesu? Jezus je bil pri krstu. A pri krstu? Pri krstu, ko je bil Sveti Duh, ko je prišel Sveti Duh nad njega. Torej, A vi tega od njega poslušate Jezus takrat? ni bil tako maziljen, kot so bili prejšnji kralji. Recimo kralja Davida je mazilil prerok Samuel. Že prej kralja Savla in tudi druge kralje so mazilili, pa preroke so mazilili. Prerok, recimo Elija je mazilil Elizeja za preroka. In tako je vedno eden mazilil drugega in duhovnike so mazilili. Ne? In to je bilo, vedno je bilo, maziljenje je bil znamenje Svetega Duha prejmeš, Božjo moč, Božjo pomoč. Ne? In ta pomoč je bila potrebna za kralje, duhovnike in preroke. In mi vsi smo maziljeni pri Svetem krstu. S tem mazilom. Ne? In Jezus pa je bil maziljen torej na drugačen način, kot smo mi, ko se je Sveti Duh prikazal nad njim. In oče, ki je rekel, ta je moj ljubljeni sin. In takrat se je, drugače Jezus je že tako in tako je bil duhovnik in je duhovnik, prerok in kralj. Ne? Vse v enem, ker je torej Jezus ne samo človek, je tudi Bog, ne? Božji sin, ne samo. No, in tako, torej je tisti, ki je maziljen, je poslan, da vodi, da vlada, da se pravi, upravlja to trojno službo. No, in ta Mesija, kot so si ga predstavljali Judje, je bil napovedan, da ta bo odrešil vse ljudi. Mesija bo prišel torej iz tega rodu kot človek, hkrati pa bo Božji sin. To so napovedovali tudi preroki. Recimo prerok Izaija napovedal in Jezus je ta odlomek prebral celo sam, ko je prišel v Nazaret, v shodnico in je rekel, dajte mi knjigo preroka Izaija in je najdel mesto, kjer piše Duh Gospodu je nad menoj, on me je mazilil in me poslal, da oznanim blagovest ubogim, da rešim jetnike, da okličem leto Božjega usmiljenja. In Jezus je potem zaprl knjigo in rekel, to se je danes izpolnilo. Pomeni, zdaj sem jaz tukaj. Na meni se je ta beseda izpolnila. In Judje, Nazarečani so takrat najprej pogledali, potem so pa začeli godrnjati, so rekli, kako se, ti si Davidov sin, ti si Jožefov sin, kako se pa imaš ti za Mesija? To ni mogoče. In so takoj sklepali, ta je pa lažni prerok, njega je treba odstraniti in so ga hoteli že takoj v začetku, takoj po krstu, po prvem govoru, prvem srečanju, ki ga je imel v Nazaretu, po tistem, ko je bil krščen, po tistem, ko je bil v puščavi, ko je prišel v Nazaret, ko je bilo že nekaj, verjetno so že slišali, kaj je naredil, kakšne čudeže, kakšne ozdravljenja. No, in takrat so ga hoteli pa pahniti v prepad. So rekli, ta je pokletnik, ta krivi prerok, lažni prerok, in so kar šli, da bi ga pahnili, ampak Jezus je odšel. In ga dolgo ni bilo potem več v Nazaret. In tam so rekli, v Nazaretu ni naredil veliko čudežev. Ker ga ljudje niso sprejeli. Nihče ni prerok v domačem kraju. No, tako da ta beseda maziljenec je to, kar je Peter povedal, kdo je Jezus, da ti si maziljenec, pomeni, jaz verjamem, da si ti ta Mesija, napovedani odrešenik, ki bo prišel, ki so ga napovedali preroki, že od začetka je bil napovedan, in Janez Krstnik ga je potem napovedal oziroma pripravljal pot njemu in rekel, gledajte, jagnje Božje. To je to jagnje, ta je zdaj ta, ki je prišel, da bo odvzel grehe vsega sveta, grehe nas vseh. In ta Mesija je bil drugačen, kot so ga pričakovali Judje. Judje so mislili, da bo prišel samo za njihov narod, Jezus je prišel pa za vse ljudi. Judje so mislili, da bo samo osvobodil, da bojo oni potem gospodarili celemu svetu.
Jezus je pa prišel zato, da odreši vse ljudi, da pokaže, da smo vsi potrebni odrešenja in da vlada tisti, ki ima več ljubezni. Tisti, ki ima, se pravi, ki bolj spoštuje, ki bolj posluša Boga, tisti lahko tudi druge vodi. In zato je to, kar je Peter povedal, tudi Jezus rekel, glej, Peter, ti si to povedal, ampak to nisi spoznal samo s svojim razumom. To ti je razodel moj oče. Ne? To ti je razodel Sveti Duh, isti Duh, ki je tudi v nas. No in tako bomo tudi mi spoznavali Jezusa vsak dan v svojem življenju in se veselili, ker je Jezus prišel, da tudi nas reši in nas vse popelje v svoje kraljestvo. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Upaj vam, dragi brat, on ti daje moč. Rudi orlove, dal ti bo Gospod. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Svoje vse skrbi zdaj preloži nam. Srečen bodi ti, vedno upaj vam. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vam, prejmejo novo moč. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom, blagoslov samogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen. amen.